Fantasy. Radio Fantasy. Dober dan, dobro, kdaj štejemo, ob 10 ali ob 10? Veš kaj, mi imamo jutranji program do 10, pa si skozi nekaj. Ok, dobro jutro. Vsega počasi ga bomo naučili, veš, to starega koja se da kaj naučiti. Vem, ampak morate me večkrat povabiti, da se jaz večkrat oglasim, da si jaz tu zapomnim, pa naslednjič bom prišel že spet kakšno novo predstavitev ali pa kaj. Tepen boš čez kolena ponagiriti. Ti nimaš časa. Se bom pobegnil zelen. Dobro, res vsi nimamo časa, čas nas dobesedno ubija in mislim tako, rahlo ubija. To jemlje nam tisto, bom rekel, mogoče osnovne zadeve, da lahko se usedemo, da lahko dejansko se kaj pogovorimo, pa mine leto dni, pa ne vem, če sem se sploh enkrat, odkar smo se mi nazadnje videli, sploh pelil mimo vas. To je taka zadeva. Zdaj si pa Miran v obdobju, ne? Ko se ti peleš gor, kontra se pa še en Miran Rudan, se pravi, samega sebe srečuješ. V bistvu dostikrat se tako zgodi. Tudi malo prej, naprimer, ne, tako da sem bil zelo počasen, parkiral pravilno, vse skupaj tako, kam bi počakal zeleno luč, nisem na vašem parkirišču parkiral. In glej, stvar je takšna, naprimer, že bil sem malo prečasno, tako da sem lahko še malo počekiral nekatere stvari in evo nas, bilo kuda, Rudan svuda. A veš, vam bo skočil iz moke ali kako pravi, iz cukra. Miran, zdaj, amen. Ja. Pesem, dokumentarci pred vrati. Čakal sem dosti cajta na vse skupaj to. Jaz bi malo drugače naredil vse skupaj to, ampak boljše, da ne. Zaradi tega, ker bi bilo slabše kot bo, vi boste to lahko vse tudi pogledali 20.3., to je sreda, to kdaj spomnem, sreda je predpremiera za vas, tiste, bom rekel, ta hude ljudi, zaradi tega, ker vam se moram zdeti non-stop, vam moram malo po domače povedati, tako da nas bojo tudi radijci vaši slišali lest v rit, naprimer, ne, po domače povedano, zaradi tega, da imate me radi, potem tudi, naprimer, da se to zavrti in hvala Bogu, naprimer, smo prijatelji in te glavne predpremiere je zaradi tega, če mogoče najdete kakšno napako noter, mi jo lahko še rečete, zelo točno datuma, kdaj bojo to lahko vsi pogledali. Bomo objavili, nimamo zelo v tem trenutku, ampak bomo imeli zelo na hitro, ampak bom rekel, Amen sam kot Amen film je res prikazan kot Miran Rudan v zdajšnjem času, kako vam prikaže, kaj se je zgodilo pred 40 leti in kaj se dogaja zdaj. 7 poglavij, tudi glasba, kar se tega tiče nova, Miranova sicer stara, ampak nova glasba, zaradi tega, ker nekatere stare stvari ne pašejo v današnji čas, deluje Bor Zuljan, perfektno je vse skupaj naredil, vse skupaj je zdaj tudi še v tistem zadnjem miksu, ker vedno je tako, da tako, kot si prej rekel, ne, pa res vem, to je pa zadnja minuta, naprimer, ne, mogoče kakšne napake uslediš noter in potem vidiš, da jih treba popraviti, ampak bom rekel res take malenkosti, vse skupaj pa praktično 23. in zelo, zelo kmalu tudi potem v pogled vsem. 40 let, Oder je tvoje življenje 40 let. Ja, res je, v slabem, v dobrem, ogromno stvari se je zgodilo, pa ne morem verjeti, da je šlo 40 let mimo. Ne morem, dejansko ne morem. 40 let šlo mimo, koliko si star? Točno 46 let bom star letos. Na neki podlagi bom malo DDV je še zraven pozabo prišteti. Bom sam to dodal, za svoje leta super zgledaš, niti enega sivga lasu nimaš. Kaj sem dobil zdaj ponudbo? Eno ponudbo, ampak ne bom zdaj povedal, ker je ne smem povedati, ampak točno dal me bojo v eno brilnico, jaz moram pa povedati v enem stavku, kar se tiče slovenske glasbe, kje se vse skupaj vrti, naprimer, ne? In me bojo malo pobožali, malo mi bojo počistili glavo, naprimer, ne? Ampak frizeraje, naprimer, ne? To pomeni, da zdaj se bom pobral in to se je zgodilo, ta ponudba se mi je zgodila pred 1 uro, če bi bil jaz pripravljen to narediti, pa bom povedal zaradi koga, zaradi IPF-a in predstavil sem tudi, mislim, da bomo naslednji teden naredili, ampak to si zdaj isto ti, kaj da bi si, bom rekel, prijateljsko to dal roke, naprimer. Ne, telepatija se temu reče, veš? Telepatija. Veš kaj bi jaz, dajmo zavrteti to pesem Amen, ki je zdaj v bistvu ene vrste teaser, napovednik tega dokumentarca. V bistvu je, ampak tudi zgleda tako, zaradi enega preprostega razloga, ker spada pod isto ime, kot je naslov filmu, dokumentarcev, Amen. Ampak nekako dosti cajta sem si želel naprimer na drugačen način pokazati današnji svet. Imam tudi, bom rekel, naslednji komad, bom rekel eno veliko idejo, imam
Ampak vam ne bom zelo povedal, zaradi tega, ker mi bojo pokradili naslov. Ampak Ne, pa, sej, a veš, imamo mi tudi ene par idej, tako da ni panike, se bomo pa interno izmenjali. Ajde, super, ampak bom rekel, nekako me pelje ta stvar naprej in takrat, ko te pelje, takrat, ko vidiš, jaz ful rad grem med ljudi, ful rad slišim njihove probleme ali pa njihove dobre stvari. Ampak ta Amen je bil že dosti cajt, jaz imam tetovažo, pa jaz nisem neki tetovator, naprimer, da bi to ljubil, da to dejansko v bistvu so mi všeč. So mi pa všeč ljudje, ki si tetovirajo zaradi tega, ker to je čist njihov, bom rekel, načrt, kaj bojo naredili s svojim telesom, kako bojo naredili, da mi je všeč, to mora ti biti to všeč. Jaz sem pa to naredil zaradi moje poškodbe glave pred 25 leti, ampak jaz bom rekel za to nesrečo na hitro, kratko in jedrnato. Naprimer, res se je zgodilo v enem takem najlepšem mojem času. Full cajt je bilo, potem sem mogel porabiti za okrevanje, za vse skupaj. To ni to okrevanje, da tebe boli ali pa vnotri. Glava je glava, branje, pisanje, v bistvu vse skupaj je bilo noter, naprimer, ne. Z mano je dobro, ni nobenega takšnega problema, ampak nekako s tem sem se naučil tudi živeti in gledati do tvojih ljudi, cenim svojo publiko, naprimer, oni so tebe naredili tako, ampak probam biti res vsakič boljši. To pomeni boljši, ne zdaj, da hočeš pa to, ker niso taki časi, ampak delati dobre stvari, ki dejansko v bistvu potem to, kar ti ljudje napišejo, pa to, kar ljudje poslušajo. Meni je to tako carstvo, da je to nekaj neverjetnega, ampak potrudim se. To ni narejeno v eni minuti, v enem mesecu, ampak porabil sem skoraj celo leto, vmes se je delal tudi ta film in nekako mi je bilo pravilno, sem rekel, ne, glede na to, da je ime Amen. Me zanima ta pesem Amen, ki je drugačna, uporabljam, pa tako, kot si je rekel v videospotu, ljudi in stvari, ki bodo na filmu. To pa je res. Jaz bi dvignil dva prsta, ker skozi tule zdaj lovim ta intro, sem že, a veš, laufal mi že Amen, ne? In zdaj lovim tih par sekund intro, ko razlagamo. Se upravičujem, da ga spustiti. Da ga zavrtimo primerno, v celoti. Evo, Amen primerno na Radio Fantasy. Miran Rudan in Design. 17 minut je do 10, Miran Rudan je z nama. Miran. Lep pozdrav še enkrat vsem, ki nas poslušajo. Lep pozdrav Cijele tudi, naprimer. Tako da kje imaš pa Anito danes? Anita je danes ostala doma, ker mene še čaka, bom rekel, prvo Ljubljana, potem Postojna, pa potem še Koper. Bom rekel, en tak lep izlet, ampak moram narediti neke stvari, ne grem gledati glih v luft, naprimer, ampak po pravici povedano, da rad se fjakam, rad se vozem, res, ful sem navdušen nad tem, nekako opazujem vse skupaj, čeprav bom rekel, res imamo zasedene ceste, tako da vsi tisti, ki se vozite, glih malo prej je govorilo o 2 nesrečah, pa radarji, pa to, mislim, da se splača malo potrpeti, tudi jaz padam včasih v radar, nič hudega se uteč, pa ni to neko dirkanje, ampak enostavno se včasih spregledaš, da imaš res 50, ali pa zdaj tudi tam, kjer je bilo včasih 50, je 30 in avtomatsko tik, dobiš lep pozdrav doma čez en teden že ali pa čez par dni, tako da to se paste, je pa res avtoceste tako nabasana, da je to nekaj neverjetnega, tako da tudi tam se splača, pa ne greš to, kot je dovoljeno, pa greš naprimer za 20-30 km manjše. Jaz ne bom več prometa napovedovala, ker je on povedal vse, kje je do Kopra. Jaz vam lahko me pokličete vsakeč, kadar grem iz Bistrice proti Ljubljani, pa bilo kam vam lahko poročam to, boste rekli, ok, Ljubljanska regija, una regija, una regija. V redu. Zdaj, Amen, se vračam nazaj k dokumentarcu, k pesmi in zapisano je bilo, da pri Amen dobimo 3 v enem. V bistvu ja. Video, pesem, dokumentarc. Ja. Ampak samo zaradi enega preprostega razloga. Mi smo res to vse skupaj naključno se zgodilo, ampak zgodilo se je tako. Mi smo prvo mislili, kar se tiče filma, pot una, 3., 4., pa 5., pa iza vsega oblakov polna 3., pa komu na čas praktično. Če mi pa Anita rekla, pa ti veš, kaj imaš tetovažo gor, pa jih ne maraš, nisi ne vem kakšen ljubitelj vsega tega, imam križ praktično na vratu in pa na roki Amen, ampak Amen je bil narejen zaradi moje poškodbe glave. Enostavno, so to nesrečo, jaz jemljem kot dobesedno šola, nekaj za nazaj, pa mogoče tudi za vnaprej. Nekaj me je naučilo, v bistvu ni me samo nekaj naučilo, ogromno stvari me je naučilo, ogromno stvari dejansko v bistvu sem se tudi jaz spremenil, pa ogromno stvari sem se mogel naučiti na novo, ampak nekje sem dobil že spet to, da me je ta motiv ali pa motivacija, da sem imel za to vse skupaj in enostavno Amen je ful nacionalna stvar, ki pomeni marsikaj. V bistvu ne, samo eno je, tako pač je. Mislim pa, da je prevod, da je prevod potrjeno.
Kao na te hiter, naprimer, če bi dal pod amen, bi bilo kao iz tistega cajta, naprimer, kot potrjeno. Hotel sem napeljati na ta amen, zaradi tega, ker je tvoj dedek uporabljal amen. Bravo, jaz se ga spomnim, bom rekel, on je že zdavni ga ni več, pokojni, naprimer, ampak kar dosti cajta, dejansko je bil on moj dedek, naprimer, na tak način, da je čuval na mene, ker je bila mama delala praktično, to je bilo v Krškem se je dogajalo, tako da sem marsikaj se spomnim, še zmeraj imam spomin res tak izredno dobro. Ampak jaz se ga spomnim njega, da je dosti krat stvari, mogoče tudi kadar sem mu jaz nagajal, pa kadar je meni dal prav, da imam prav, mi je rekel, gled, tako pač je amen in pika. Zdaj pa ne vem točno tega spominja nimam. Prvo rekel pika amen, ali je rekel amen pika. Ampak vedno se je to nekako držalo. Ali tiste je bila fora do amena, ne? Tudi, prav. Točno tako, ja. Zanimivo, ne? Tako, da mi je bilo, ampak res nismo imeli niti v planu, da se bo to zgodilo in to je mogoče zelo aktualno nekje pred novim letom, kaj čemo, ali čemo to, tretje, pa je pa Anita se je spomnila, naprimer, pa je rekla, pa čekaj malo, pa kaj pa filozofira, se imaš dejansko v bistvu že naslov vsega tega imaš na roki, pa nečeš, pa se neko, pa veš, da imaš prav. Včasih se tistih osnovnih stvari, bom rekel, se gremo mimo. Srečen bodi, da imaš ti Anito. Amen. Pa smo tam še spet. Okay. Mlajše generacije, koliko razumejo ta pomen? Tako bom rekel, da tudi to sem malo raziskoval zaradi tega, ker imam sinova 2 praktično iz novega zakona, Anita je mama, 11 pa 13 let še, v tem letu gre sta eno leto gor, ampak tako, malo sem poštudiral in glede na to, da je komad sem 10 dni od zunaj, sem poslušal tudi komentarje, pa tudi nekako tisto, kar te, ful je, in zdaj bom rekel, moja lestvica je ratala, da tisti, ki to razumejo, je nekako od 17 pa naprej so tudi malo nižje, še kar imajo mogoče radi to musko in bom rekel musko tudi odprej, govorimo od Meden pa od na nebes pa kompletno vse skupaj. Ampak tista mlajša publika je pa tudi jaz nikoli ne gledam, kaj bosta rekla sinova, pa čeprav to slišta, ampak nista niti rekla že pri Medeni, niti pri tem amen, pa tudi pri lažeš mi. Mogoče lažeš mi je bilo še najbolj taka, naprimer, veš, ma on že prav, naprimer, ne? Ni mi treba, te bom že dubil, naprimer, ne? Ampak ni v svet, ne bom zelo začel zaradi česa, je drugačen svet in tudi bom rekel, ne pričakujem od njih zaradi tega, ker živijo v enem drugem življenju, to pomeni, da so v kompletu oni noter, jaz pa žal grem kdaj pogledati tam, ampak enostavno se ne strinjam z določenimi stvari, nekatere stvari jim dam pa tudi prav, naprimer, ne? To je njihovo življenje, to je njihovo dejansko v bistvu nekako obračunavanje, naprimer, upam, da se bojo saj tok, pa tudi tukaj se bojim, naprimer, ne? Da nam bojo bili na vratu, dokler bomo mi še živi, naprimer, ne? Hotel mama, hotel ata, ne? Tako, prav. Ja. Tako si boš naredil, tak boš. Bom mal preroški zdaj, ne? Ampak živa resnica, zdaj, ko si mi rekla, glih to, jaz že lahko vse skupaj naredim, da bi bilo lahko boljše, ampak čas mi ne moramo vrniti nazaj in niti ne moramo ga pohoditi, da ti rečeš, no vidite, zdaj sem pa imel tukaj prav. Ne da se in hitro gre. To je kaduna. Dosti krat se spomnim, bom rekel te stvari, ki reče, tam, kjer se dotakneš tekoče vode, ne moreš nikoli več spraviti nazaj. In vse skupaj meni tudi tako zgleda. Ok, sta šla v svojo smer. Lepo, danes se bo rekel, da govorimo na umnosti, ampak tako pač je. A lahko jaz nekaj povem, ker sem hotel biti preroški, ne? 7 poglavij ima film, ne? Ja. In zdaj bom iz 5. poglavja zavrtel eno pesem. Ajde, da vidim, če boš trofil. Yes! Banda Hudičeva. In ti, ki si tu, sprašujem te zdaj. Ko noči mimo dan se prebudi, ne vem, zakaj še vedno Lavreni. Miran Rudan, Lavre, ni več, kmalu bo konc našega intervjuja. Že! Prepozen si prišel. To je ona varianta, ne? Naredijo 100 km, pa se ti zdi, da si v 3 minutah naredil, ker imaš dobro družbo in bom rekel, lepo, da ste me povabili in pridem še kdaj nazaj. Jaz sem tako rekel, skoraj v odpoved, ne? Danes je k nama prišel zmagovalec Eurosonga. In sebe! Ja! V bistvu tudi to je v filmu noter, čeprav ogromno ljudi tega ne ve, ampak film bo pokazal celo moje zgodovino. Ja, s Pepel in Kri si takrat ti spremljal to tako tunja, ne? Točno tako. In ste zmagali. Zmagali to tako tunja. Zmago žal mi je, da ga ni več, zaradi tega, ker tudi nismo mogli dati v film noter, ampak prošnja je bila že pred letom in pol, ampak enostavno nam je, bom rekel, njegov človek rekel praktično, da on bi to rade volje naredil, pa probali smo potem na čas, pa se je zgodilo to, kar se zgodi tudi z nami, se bo to zgodilo. Imam zaključek
tudi tako fenomenalno čustveno narejen. V bistvu vsi tisti, kateri so delali z mano, ali pa sem delal z njimi v 40 letih, je ful ena lepa glasba in pokaže vse skup noter. Tako da bom rekel, da res pokazano je vse skup. Trajalo bo cirka ura 20, čeprav bi lahko bilo 3 ure. Ura 20 pa 40 let. Tako, ja. Ampak mogli smo, zdaj bom še spet nekaj povedal. Prej smo govorili o tem, mularija je drugačna, malo starejši so drugačni. Mi, ki smo še mladi, smo tudi malo drugačni, okrog 46-47 let. In tukaj je dejansko podlage. Tako, mislim, pustimo, podlaga je važna je. Ampak fora je glih ta. V današnjem času vse tisto, kar ti je najbolj zanimivo, moraš videti dokaj hitro. Ker kar je predolgo, da se ti naveličaš vsega tega, je gotovo. To pomeni, da smo tudi, upam, da smo računali na to in da se bo zgodilo to, kar bi radi. Da vidijo to vsi, pa ne oni potem svojo oceno naredijo. Predno se poslovimo, ker se moramo, fajn je v tej družbi, kot si dejal. Dedek, Amez, neka povezava je. Ja. Zdaj ne bom šel do strica, ki je igral pri Avsenikih, bom pa ustavil se par dni nazaj, mami je imela 92. rojstni dan. Yes. Najboljše, mami. Hvala, tudi jaz, škoda, da nas ne posluša. Če bi nas pa poslušala, bi rekla, a si ti meni že spet kaj koga prpelu, da jaz moram že spet kaj reči. Ampak to bo dobro. Ja. Zdaj zaključujemo z Medeno, pa mogoče končujemo tudi malo ščepca, koliko je mama nastopila v tem dokumentarcu. Mama je kar dostikrat, ne bom zdaj priznal, ampak prej sem vam eno stvar pokazal. Mama je ful dobra. Ne, tudi, bom rekel, v zadnjem cajtu je ta Medena všeč, čeprav bom rekel, mama se spomni vseh teh zadev, ne? Ampak pri Medeni je nekaj rekla, ne bom zdaj, vsi tisti, ki nas poslušajo, kaj bo film se bo ful smejal. Ampak točno je, kaj vprašaš, mama, kjer novinar je vprašal, naprimer, tak je del samalce, pa je rekla, Medena mi je v zadnjem času, pa ne bom naprej povedal, pa ne sami vidijo, prav? Ne ostane, super. Miran, hvala, lej, Pričakaj, enako tudi vam, veste, da sem zelo blizu Jaz doma. Sem eno vprašanje. Vem, da smo tudi zelo blizu, tako da se mi lahko tudi javite, ker greste mimo Slovenske Bistrice. Bomo Anito poklicali, ker ti se ne javaš. Samo eno hitro vprašanje. Dan sem imela temo osvajalske tehnike. S čim si ti osvojil, Anito? Na kaj je padla za svobodo? Amen. Amen, potrjeno. Miran, hvala. Hvala lepo, mesi lepo. Enako tudi vam, lepo. Čau. Radio Fantasy.